Dober dan, lepo pozdravljeni. Nova Slovenija je prva, ki je danes uradno vložila tudi listo za evropske volitve. Listo smo vložili z 8 podpisi poslancev Nove Slovenije iz Državnega zbora. Naša lista je uravnotežena, kar pomeni, da imamo na tej listi 5 žensk, 4 moške, prav tako smo starostno uravnoteženi, teritorijalno uravnoteženi. Skratka, lista Nove Slovenije Slovencem ponuja prav vsakomur za vsak okus vse. Tako da znotraj liste Nove Slovenije vsakdo lahko najde nekaj zase in zato, kot je nekdo rekel, ni nobene potrebe, da izberejo kakšno drugo listo, ker v Novi Sloveniji dobijo vse. Šalo na stran, zdaj pa k resnim zadevam. Lahko rečem, da so prihodnje evropske volitve prelomne. Prelomne zato, ker se bo v prihodnjih 5 letih odločalo na nekaterih ključnih področjih, kar se tiče ekonomije, zelenega prehoda, obrambe, varnosti in sociale. In zato ni vseeno, kdo bo Slovenke in Slovence zastopal v Evropskem parlamentu. In Nova Slovenija seveda te evropske volitve jemlje resno. Za sestavo naše liste želimo sporočiti, da želimo resno povezati slovensko nacionalno in evropsko politiko, kar pomeni, da vse probleme, ki jih ima tako ali drugače Slovenija, prenašati na evropski nivo in tudi evropske priložnosti nazaj na Slovenijo. Nova Slovenija bo seveda v tej volilni kampanji zelo jasno poudarila, da mi ne želimo Evrope razbiti, ampak želimo Evropo okrepiti zlasti na področjih, kjer je morda Evropi spodletelo. Mi si želimo močnejše Evrope, Evrope, ki bo prispevala k temu, da bomo lahko v tem prečudovitem okolju živeli mirno, dostojno in pa tudi sproščeno. Naše ključne teme iz programskega dokumenta, ki smo ga sprejeli nedavno, pa seveda so, da si želimo močno evropsko gospodarstvo. To močno evropsko gospodarstvo pomeni tudi razumen zeleni prehod, takšen, da bodo naši državljani in državljanke lahko preživeli in ga seveda lahko tudi financirali. Da si želimo tudi varno Evropo, mir je temelj vsega. In seveda tretji pomemben steber, da si želimo ohraniti naš način življenja. Z mojimi sokandidatkami in sokandidati sem optimističen in seveda pričakujem dober rezultat, ker so vsi moji kolegi energični, v svojem življenju so dali že skozi kar nekaj kampanj in zato sem prepričan, da se bomo 9. junija skupaj veselili. Kaj pomeni dober rezultat? Nova Slovenija bo na teh evropskih volitvah delala za 2 evropska poslanca. Če bomo pa dobili 3, se pa tudi ne bomo branili. Kakšna je vaša usoda na mestu predsednika stranke v primeru izvolitve? Moja usoda je vedno bila in vedno bo v rokah članic in članov Nove Slovenije. Morda še glede kampanje, kako ste jo oziroma jo boste zastavili, katere teme bodo prioritete? O temah sem že govoril, lahko jih še enkrat ponovim, zagotovo zeleni prehod, razumen zeleni prehod. V razpravo o tem zelenem prehodu predvsem prinesti dejstva in nekoliko umakniti čustva, ker dokler bo zeleni prehod temeljil na aktivizmu, bomo seveda sprejemali ukrepe, ki bodo škodljive za naša življenja, za evropsko gospodarstvo, ki pa je seveda temelj našega preživetja. Drug pomemben element bo seveda varnost. Mi se zavedamo, da mir je temeljna podstat vsem ostalim družbenim podsistemom in zaradi tega bo zlasti ob morebitnih spremembah v Ameriki in ob nadaljevanju vojne v Ukrajini to ena izmed temeljnih nalog, ki jo bo morala Evropska unija ukrepiti. In seveda tretja stvar je, da si želimo ohraniti naš način življenja. Če hočete zelo direktno, krščanske vrednote so tiste temeljne, ki so postavile tudi vrednotno podstat naši Evropski uniji. In mi pričakujemo, da od vseh tistih, ki prihajajo k nam v Evropo, da se bodo prilagodili našemu načinu življenja in ne obratno. To bodo na nek način tiste 3 ključne teme, ki jo bomo v kampanji poudarjali. Moram pa reči, da bo naša kampanja blizu ljudem,
Zato seveda od Nove Slovenije, kot v vseh preteklih kampanjah, pričakujte, da bo veliko na terenu, z vozili, peš, če hočete, s kolesi, skratka z različnimi prevoznimi sredstvi. Mi se zavedamo, da je prav pristen stik z ljudmi, ki ga lahko na teh evropskih volitvah vzpostavimo, tisti ključ do našega uspeha. Kako pa bi na izid utegnilo vplivati dejstvo, da bi hkrati bili tudi referendumi? Ne boste verjeli, da smo se ravno danes pogovarjali, ker smo predajali to listo tudi z vodstvom Državne volilne komisije. Poudarili so naslednje, da hkratna obravnava evropskih volitev in pa referendumov ne pomeni bistveno nižje stroške. To je en mit, ki ne drži, da hkratna uvrstitev vseh teh stvari pomeni nižje stroške. To je treba pač zanikati. Druga pomembna težava pa je, da bo potrebno kar veliko stvari še narediti in da bi to bil zelo tehnično zapleten zalogaj tudi za Državno volilno komisijo in seveda tudi za vse volilne odbore. Tako da smo bili na nek način pozvani, da kar je v naši moči, vendarle storimo za to, da se 9. junij posveti evropskim volitvam, medtem ko bi se pa referendumi obravnavali oziroma zgodil na nek drug primeren datum. Stališče Nove Slovenije pa seveda poznate. Mi ves čas trdimo, da so to občutljive teme, ki so na dnevnem redu pri referendumih, da zato potrebujemo svoj čas in da je nepošteno do državljanov in tudi do teh vsebin, da jih obravnavamo hkrati na dan evropskih volitev, ker bodo seveda na nek način potisnjeni ob stran. So pa to teme, ki bodo seveda lahko pomembno vplivali na naša vsakdanja življenja in ne nazadnje tudi stroka opozarja, da vse te teme potrebujejo svoj čas, da jih osvetlimo z vseh koncev, da se lahko potem tudi ustrezno do njih opredelimo. Ne potrebujemo nobenega hitenja in jasno je, da če bo zlasti Svoboda vztrajala na tem, da so to referendumi tudi 9. junija izvedeni, potem je jasno, da te referendume zlorabljajo za mobilizacijo svojih volivcev. Ker če bi imeli iskren namen povišati mobilizacijo na teh evropskih volitvah, potem bi seveda lahko pristali, da se na ta 9. junij uvrstijo tudi druge referendumske pobude, ki pa so jih gladko zavrnili in vztrajajo samo na svojih. Tako da, glede na to, da bo danes potekal odbor, ki bo tudi v teh stvareh odločil, pa potem prihodnji teden plenarno zasedanje, bi bomo seveda izkoristili vsa parlamentarna sredstva, ki jih imamo na razpolago, da tukaj zagotovimo nek razumen postopek in da bodo te referendumi dobili svoje mesto izven tega 9. junija. 1. maja bo Slovenija ustvarila 20 let vstopa v Evropsko unijo, vendar pa je slovenska udeležba na evropskih volitvah pregovorno nizka. Če pripisujete to dejstvo, ali je Evropska unija od navadnih ljudi preveč oddaljena? Jaz bi rekel, da temu pripisujem, da številni državljani Evropo jemljajo za samoumevno in se morda zato ne zdi niti vredno, da se teh evropskih volitev udeležujejo. In drugi morda element je, da imajo občutek, da z evropskimi volitvami ne morejo nič spremeniti. Jaz mislim, da gre za dva napačna občutka. Evropske volitve so pomembne, izjemno vplivajo na naše življenje tukaj v Sloveniji. Mi čutimo Evropo tudi na slovenskih tleh, če ne nazadnje tudi preko različnih ukrepov. Zakonodaja, ki je sprejeta na evropski ravni, v 80% določa tudi zakonodajni okvir v Republiki Sloveniji, tako da stvari so izjemno medsebojno prepletene in seveda sam si želim, da bi se ljudje odzvali vabilu in se udeležili teh evropskih volitev. Evropska poslanka še želela nekaj dodati. Ja. No, tudi aktualni evropski poslanci smo sodelovali na številnih delavnicah, okroglih mizah, kjer smo spodbujali predvsem mlade k udeležbi na volitvah. Tako da so obljubili, da bodo v večji meri prišli in računa na njih, kajti prav mladi vedo, poznajo tudi prednosti, koristi našega članstva v Evropski uniji.
Dodala bom pa še nekaj. Pred 20 leti smo se prav odločili, ko smo postali člani Evropske unije. In pred 20 leti je Nova Slovenija zmagala na prvih evropskih volitvah, zato je čas, da ponovimo ta zgodovinski rezultat. Jaz se pa tudi malo pošalim, da sem pa jaz zgodovinski eksponat, ker sem bila že takrat izvoljena na prvih evropskih volitvah za evropsko poslanko.